Dober dan. Iz ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Novica dneva, škandalozno. Prvak stranke Zares in minister za šolstvo, znanost in tehnologijo Gregor Golobič nekako ni našel primernega časa, da bi javnost seznanil, kot bi v duhu nove politike pričakovali, s svojim lastniškim deležem v nizozemskem podjetju Ultrasum in s tem v zagorski Ultri. V 12 minuti in 17 sekundi tiskovne konference je grešnik pojasnil motiv, priznal napako, katero pa že obžaluje in se zanjo iskreno opravičuje. Razlog je bil en in preprost. Želel sem preprečiti, da bi se podjetje Ultra ponovno in drugič znašlo po krivem v središču političnega obračunavanja, ki je bilo značilno za pretekle in tudi za to volilno kampanjo. To je bil edini razlog, to je bila napaka. Danes lahko rečem, da je to bila napaka, da se za to napako opravičujem in obžalujem, da pa pri vsem skupaj ni šlo za poskus prikrivanja, ampak samo odtegnitve podjetja, ki zaposluje 240 ljudi in je uspešno slovensko podjetje, žal, predvsem v tujini, zaradi političnega onemogočanja v tej državi. To je bil edini motiv. A si gledala tiskovno konferenco cela z Golobičem? To moraš videti. Kakšen novinarski manever. Kako so mu novinarji podtaknili in je potem pod težo besed tako tudi ostali. Najprej so ga začeli, zakaj nisi povedal, Grega, no? Vse me ni noben vprašal, zato da sem delnice in pa me vprašala sam po delnicah, delnic pa ni delniško podjetje. Dej, Grega, no, zakaj nisi povedal? Ne, zato ga me ni noben vprašal, redu. Zakaj si se zlagal, Grega? Dej, zakaj si se zlagal? Ne, samo to, ker so me novinarji vprašali, ko ni točno jasno vprašanje. Grega, zakaj si to naredil, zakaj si se zlagal? No, to je bila napaka. Napaka. Ti, Grega, zdaj, ko si priznal, da si se zlagal. Ne, pojasnjujem, da sem delniško in sem bil vprašan in sem znal po svoji vesti odgovoril, tudi da bi se izognil političnim proti podjetju. No, zdaj, Grega, ko si priznal, da si lagal, da, Grega, ti je kaj žal, da si se tako zlagal? Skoraj se je jokal. In še zvečer vsi naslovi, Golobič priznal, da je lagal. Priznal, da je lagal. Rekel je, da je lagal. Ne samo priznal, žal mu je, da je lagal in ne bi smel lagati. In veliki naslovi. Tako se dela s politiki. Barabe so vsi. V nadaljevanju sledi dialog med Denisom in Gregorjem, kjer se najprej dotakneta porušenega zaupanja in nato zaletita v možen odhod iz politične. A ja, tudi. Ja, se ne boste podstopil. Možen odhod iz politične arene. Odstopiti bo moral. Grega, boš odstopil. Grega, zdaj, ki si priznal, da se boš odstopil. Kako si boste povrnili zaupanje med novinarji, med javnostjo in seveda tudi potencialnimi volivci, kakor tudi med koalicijskimi partnerji oziroma partnerico tudi, ne? Zdaj, dobili smo vas na laži in kako zdaj to izgleda, ne? Kako si povrniti zaupanje? Poglejte, jaz sem priznal napako, povedal sem razloge zanjo. Tu si bo vsak ustvaril svoje mnenje, o teh, ki ste jih omenili in tudi rekel vi sami. Jaz bom vsem skupaj premislil in naredil potezo, ki bo najbolj koristna v smislu tistih motivov, o katerih sem govoril, da me vodijo pri političnem delu. To pomeni, da boste v bistvu razmišljali resno o tem odstopu oziroma izstopu iz politike? Razmišljamo o tem, ali moja prisotnost v politiki povečuje in ohranja neko vzdržnost politične kulture in nadzora nad tem, kaj politika počne ali ne.
Grega, zakaj si se zlagal? No? Je bil ti malo trden, sem ti rekel, da sem naredil napako sem naredil, napako, sem zamolčal, sem imel, ni vprašal delnice, pene, dobiček, ne me jebat. No. Dej. No, zakaj si se zlagal? Povej še to. Gregor Golobič, priznal laži, priznal, zlagal. Lažni klukec. To. Predsednik vlade Borut Pahor se je z ministrom Golobičem včeraj sestal kar 2-krat. Z barabo lažnivo. Kot smo od premijera že vajeni, daje Golobiču čas za razmislek, od hrabrega viteza, ki le brani poslovne interese in z njimi pogojeno usodo več kot 200 zaposlenih, Pahor pričakuje naslednje. Pričakujem torej ministra Golobiča, da bo, tako kot je sam izrazil željo na tiskovni konferenci, tudi meni, vzel potreben čas, pri čemer je sprejel moj predlog, da je ta čas omejen in da je zamejen za koncem prihodnjega tedna, da razmisli o vseh okoliščinah in izporoči svojo odločitev. Tudi jaz bom imel ta čas, da premislim vse odločitve, ki so povezane z njegovo. Na parkirišču nasproti, pa kaj kurac je bilo treba Golobiču, kaj praviš? Cepec, ja, halo, ja. Kaj nisi povedal, kaj si pa mislil? Grega, kaj si pa pričakoval? Na parkirišču nasproti Državnega zbora je ponovno parkiran rdeči golf in pred njim sedi s transparenti obdan Ante Zanko. Naveličan čakanja na svojo pravico se je ponovno odločil gladovno stavkati. Ali verjamete, da vam lahko uspe s tem protestom pred Državnim zborom? Gospod, jaz sem že uspel. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. Včeraj se je v Kinodvoru pričel teden sodobnega japonskega filma. Ogledali smo si lahko polovično priznanje pod taktirko Sasabeja Hiyoshija. Pod taktirko to najbolj pomeni, da je režiral ta film. To se lepše sliši. Pod taktirko rešenja Sasabeja Hiyoshija, umetniški film. Festival bo trajal do 9. junija in na ogled bo še 6 filmov. Japonski veleposlanik v Republiki Sloveniji, njegova ekscelenca Shigeharu Maruyama, je takole pozdravil slovenske gledalce. Vesel sem, da lahko skupaj organiziramo teden japonskega sodobnega filma in da lahko slovenskim občinstvu ponudimo učitek od gledaju japonskih filmov. Še vreme? Jutri je petek, svojo glasovnico za vremenske razmere ob koncu tedna pa lahko na Meteorološkem zavodu Slovenije oddate do 12. ure. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile vesti na vesti. Nasvidenje.